sanjarsko smo začeli tale pogovor, z mano je Nenad. Nenad, pozdravljen. Ja. Tako, Dreams je naslov tega komada, povej mi, kaj so tvoje sanje? V bistvu tako je. Sanje so bolj našega pevca Marka, ki pač ni imel možnost si vzeti čas za intervju, za službe in ostali način. In je padlo to breme name, ne. Pač normalno mi je veselje, ne. Ampak dosti o tem sanjarjenju bi moral on povedati, ne. Gre pa bolj za tako malo, ne vem, zakaj ima vedno te malo tako otujene sanje, nekako tudi Teči je tako naslednji komad, ki imamo pač bi ga radi promovirali, no. Je pesem, zmeraj ima neko sanjavo poigravanje, tako z realnostjo pa nekimi drugi liki, ki se ga ne tičejo direktno, no, tako. To je Dreams v bistvu je v bistvu večina naših tekstov je v angleščini, tudi ta Dreams normalno eden predzadnji komad, ki smo ga izdali. Mi pa v bistvu tako malo blodnja po emocijah, po nekem nelagodju življenja, po nekem karkoli, no, tako. Nekaj, kar se je tudi nam dogajalo zadnje leto, bi lahko rekli. Ja, no, tako, ja. Vse skupaj je, komad je sicer nastal pred tem, pol je pa vse šlo v pozabo. Vsi dobri občutki, vse dobre stvari, no, tako. Mislim, da zadnje leto je bilo kar pesto, no. No, upam, da niso šli dobri občutki v pozabo, kajti zato imamo glasbo in pa vas glasbenike, ki nas navdihujete z novimi spoti in pa z novo glasbo. Tako da mislim, da še nismo tako v pozabljenih čustvih. Bi te pa vprašala, kaj pa so tvoje sanje tako zdaj, če gledamo iz čisto glasbenega vidika? V bistvu meni je glasba na nek način hobi. Vsi imamo službe izven, razen kitarista, ki je profesor glasbe, pedagoška smer pač na osnovni šoli. Ostali smo vsi amaterji na nek način, ne. Pač se dokaj dobro znajdemo, samo jaz sem se odločil v bistvu za amatersko pot, zato ker sem lik zaradi teh sanj, no, ker v bistvu so mi kar velike sanje glasbe in vse te stvari in se mi zdi, da če bi se spravil profesionalno na naši klini, bi ta stvar ful hitro šla v pozabo. Ker je nekako biti glasbenik v Sloveniji kar tako težek izziv. Prej ali slej pač moraš zapasti neke stvari, ki ti niso všeč. Po moje. Upam, da se motim, samo mislim, da imamo vsi iste probleme, no, tako da. Ti praviš amaterji, jaz pa rečem, videospot mi je res vrhunski in pa tudi sam komad. Mislim, da gre sploh za takle večer lepo v uho, si kar predstavljam, no, jaz bi si obudila dobre občutke in pa dobre sanje, bi rekla ob tem, ne pa zdaj ravno jih dala v pozabo, tako da podpiram takšne projekte. Všeč mi je tudi, no, da se lotite malo takšne glasbe, ki pa mogoče, tako kot si rekel, med našo slovensko publiko je včasih tudi težje sprejemljiva oziroma ni toliko manevrskega prostora. Je kar zahtevna za naše občinstvo. Tako je, ne. Veš, karkoli, ki ni prav mainstream, totalen mainstream, v smislu, no, nažalost, naš mainstream postaja že narodno zabavna glasba, ne, kar me malo tako žalosti, ampak pustimo zdaj to debato. Je karkoli se tiče pop, rock, indie, vse, kar je tako, ima ful kratek domet. Pač vsi projekti imajo relativno kratek rok trajanja, razen normalno karte, Bigfoot ima pa te stvari, ki so malo bolj velikega kova, ne, normalno profesionalni projekti. Tako da v bistvu je malo kaznivo dejanje, da si tako izbrati take stile in v njih ustrajati, no. Razen, če je to res sanje, če je to hobi, če je to ekstremno veselje, če si pripravljen za to, je entuziazem, neomejeno količino časa. Ta sreča denarja ni šlo skoraj nič v ta projekt, razen zadnjega spota je bilo vse v bistvu iz našega entuziazma, v okviru našega znanja. Tako da v bistvu je fajn, no. Ful dobro je. Dokazali ste, da ni treba zdaj ogromne denarja vložiti v neki projekt, zato da gre v uho. Si pa rekel pop, rock, indie, to je nekako vaša rdeča nit, ki se drži. In jaz bi rekla, da ja, je malo kaznivo dejanje, ampak ne za vas, za tiste, ki tega ne poslušajo. Kajti jaz si ne predstavljam boljšega nekje na plaži zvečer, ob kakem kresu, mislim, da je to idealna izbira. Kaj pa sedaj? Vi ste precej nova skupina, kako ste se v bistvu našli skupaj, začeli ste zdaj 2 leti nazaj, če se prav spomnim. Kako je v bistvu vse skupaj nastalo in kakšni so vaši nadaljnji cilji?
V bistvu projekt je nastal, ker je Marko Filič nekako lider projekta. Malo s kitarsko brenko in tisto tekste in je s prijateljem Tomijem na lokalni ravni zelo znan kitarist in basist pri Ibungas, recimo en ful popularen band na naši lokalni sceni. Sta malo tako stvari razvijala do ene stopnje in slučajno sem se s tem Tomijem srečal enkrat na enem koncertu in je padla debata, da nekaj delajo, on me da poslušati, me je bilo ful zanimivo in sem rekel, če rabite karkoli, kitarista ali karkoli zasnemati ali kar producirati karkoli, sem zame, z veseljem, ne. Sicer je bilo govor, da bi bil vsem prijatelj zraven za produkcijsko plat, ampak je nažalost ali pa na veselje, no, padlo to vse na moje breme, tako da je produkcija komplet zastala v moji sobi in je v bistvu cel projekt zaživel zaradi tega, ker sem jaz svoj entuziazem rekel, jaz v to spuščam, ker je material ful dober in smo naredili v bistvu ful komadov za nekako probati najti eno rdečo nit projekta, ker smo imeli pač čez zmeraj ful idej nedokončanih, ne. In koliko smo naredili nekako okvirno demo posnetke, sem z enim mojim res v bistvu od malih nog od vrsta prijatno smo imeli že ful bendu skupaj s Milošom. Sem rekel, rabim bobnarja, ti sem, gremo, smo posneli bobne, tako da v bistvu smo bili pol že v štirih, ne. In koliko smo nekako formirali band, ne, koliko se pojavil se ta prijatelj Alex, ki je kitarist, tudi bil sodeloval z Milošom v enih drugih projektih. Tako da je nekako zdaj končno kot dat in teci nekako zaživel projekt v celoti, tako kot band. In mislim, da kar funkcionira, no. Nam je v bistvu vzeti izraz skupine. Sicer pač žal ne moremo, ne, ampak tisti kratek čas poleti, ko je bilo možno, je bilo res vzeti to delati. In jaz verjamem, da bo kaj kmalu spet tako. Moram reči, da prav ste se odločili, zelo, zelo sinhrono pašete skupaj. Moram povedati, da iskreno, da prej vas nisem tako dobro poznala, zdaj sem pa kar ratala mala fanica, tako da komaj čakam, da boste lahko tudi nastopali in pa se kje vidimo na kakšnem koncertu. Veselim. Hvala. Ime imate pa zelo zanimivo, Ič. Kaj bi zdaj to pomenilo, ne? Jaz se prvo spomnim na neki srbiečka, ne? Kaj ste nam hoteli s tem povedati? V bistvu tako, ne. Itak je najtežje izbrati ime benda, ime pesmi, vsa ta imena, v bistvu enkrat v enem pogovoru mi je zaznanilo, da je v bistvu tako, kot da bi imel nešteto otrok, ne. Zdaj, prvega otroka najdeš ime, pa drugega otroka najdeš ime. Zdaj, če bi imel 15 otrok, verjetno bi to zmeraj težje, ne. Isto, po moje, je za vsakega glasbenika izbrati naslov komada, naslov benda, naslov vse te stvari. Pač ena stvar te mora odzveneti na dolgi rok, ne. Se pravi, ni to, ne vem, ima v bistvu veliko težo nosi ime in projekta in benda in v bistvu pač je komada posebej, ne. Tako da je zmeraj tako ful težko to narediti. Ič pa v bistvu je tako meni, kadar je Marko rekel za Ič, sem rekel, ja, za best, zato ker v bistvu je srdačica normalno, pač je vstih nas srdi nekaj delati naprej, ne ustvarjati neke stvari, ki itak niso ful zmeraj dobro sprejete, ne. Pač, kot sem rekel prej, na dolgi rok tak projekt se propade, ker ni podpore, ni dovolj dobro. Zdaj, v danem trenutku itak koncertov ni tako, da ni problem, ne, ampak že prej, ko so koncerti bili, podpore ni bilo, ne. Tako da je srdačica v bistvu nekako tudi itak tudi Ič ima malo, kjer si bil, ker je on Ič, ne, Marko, Ič in pol tudi Iči malo tako provokativne v našem tako podnebju, ne. Pa ne vem, meni je bilo ful zanimivo, no, ko smo te logotipi izdelali, mi je pa kar skozi diha, da ima potencialno, da je v redu. Ja, pa tudi vi imate potencial, ne? Praviš, da projekti takšni propadajo, jaz upam, da ne in da bomo vas še lahko zelo, zelo, zelo dolgo poslušali. V bistvu niti nismo začeli, tako da ja, če začnemo koncert, imamo verjetno 2 leti fore, da se naveličamo. Več komada bomo naredili in pač projekt bo več kaj trajal, no. Mislim, da ni problem, ker smo vsi dovolj stari in ni ono, da bi najstniška evforija stvar zatrla ali propadla, tako. Super. Prej si omenil, da se ukvarjaš tudi s produkcijo. Kako pa je zdaj to usklajevati? Malo glasbo, malo produkcijo? Mislim, da je to ogromno enega dela, ki tiči potem za takšnim projektom. V bistvu, primarno je moj inštrument kitara, kitarno pa normalno se ukvarjam z
pa bobni, klaviature, take, in normalno snemanje, produciranje glasbe, razne glasbe, res na različnih stilih. Je pa ta neki rock temelj, ni od majhnega mi bil pri srcu in pač normalno, če bi kitarist to izrazil. Sem sodeloval v raznih projektih, trenutno sodelujem tudi bolj progresivni sceni, tako da ni, da ni, res. Uživam producirati raznoliko glasbo, ne. Tam, ja, pač, danes imaš možnost, če hočeš, lahko narediš vse. V bistvu, ne, tisto pravilo 10.000 ur je nekako velja, ne. Več časa položiš v eno stvar, več možnosti, da boš nekaj dobrega naredil. Tako da, po moje, ne vem, nekaj časa sem vložil in verjetno niti ni slabo, ne, meni se zdi, da ni. Sigurno ni slabo, predvsem pa je dobro, da se lotiš toliko stvari in pa da dejansko si na vseh področjih tako uspešen in pa tako dobro izpelješ, tako da moram reči, da mi je bilo res všeč. Všeč pa mi je tudi naslednji videospot, ki si ga bomo lahko skupaj pogledali z gledalci. Naslov je Teči. Teči, kaj nam lahko pove naslov, ne? Prej smo imeli Dream, zdaj imamo Teči, mislim, da so naslovi takšni, ki nam dajo misliti, poleg vašega imena, sicer benda. V bistvu je ta pesem je prva v slovenščini, normalno je bil pogoj natečaja, ker je pač zmagovalka bila na natečaju za Radio SI, nacionalnika, pač v Mariboru ima studio, mi smo dobili nagrado med 5 bendi, smo bili tudi mi izbrani, imeli smo možnost tudi v studio posneti material in smo posneli 2 pesmi, ena je Dat, ki jo najdete na YouTubeu, druga je ta Teči, zadnji produkt, ki smo ga naredili in je v bistvu, ja, tek je podoben, da so podobni, tako malo blodnje po neki sekundarnem kako bi se izrazil. Pač neka oseba, ki je del tebe. Tudi v bistvu v fotu so se malo preigrali, da je Marko v enih kadrih ima brado in po drugih kadrih pa nima brade, ker dejansko to njegov drugi jaz, ne. Nekako najde sebe, ne vem, kako bi rekli. Pač malo tako. Imeli smo full ekipo, Production Layer, tukaj lokalna ekipa, ki dela video spote in vse ostale reči. In res je bil užitek. Imeli so par dobrih idej in stvar je enostavno tekla ful enostavno. In jaz sem zadovoljen, z video spotom so res, to je to. Mislim, da bodo tudi gledalci zadovoljni, ko si ga bomo pogledali. Me pa zanima, kakšno pa je zdaj to snemanje na daljavo. Verjetno je bilo kar dosti nekega sprejemanja kompromisov ali pa prilagajanja. Isto je tako, ne, da se znaš izkoristiti daljavo, lahko marsikateri kompromis lažje steče. Ker ko si ti v enem prostoru z 5 ljudmi, je ful težje sprejeti bilo kateri kompromis, ko vsak bi rad svojo idejo nekako uveljavil in pač vse stvari. Če si na daljavo, je imaš emocije malo bolj izključene. Tako da stvar lažje laufa, no. Hitreje. Isto je v redu. No, super. Večina naših komadov je dejansko nastala, tako da je stvar demo, je cool, ok, mi gremo drugače, posname, spremeniš, izmenjava MP3-ov in enostavno stvar je ful hitro nastane nekaj dobrega, ne. Tako da ste tudi tam zelo sinhroni. Pa je. Pa lahko kaj pričakujemo v kratkem ponovno od vas? V bistvu imamo še 3-4 komade, tako že na pol končane. Jaz mislim, da nekaj poleti bi vse bo možno posneti tak video, ker se tukaj na Goriškem spet zaostrujejo, ne, normalno tudi na obali in posod okoli, situacija taka kot je. Bomo videli, če bo dano, glasba je, za video produkt pa jaz nekako stremim temu, da je dan danes audio brez videa enako ni, enostavno ni, YouTube enostavno kroji marsikomu njegov glavni radio ali karkoli, pač ti poslušaš glasbo tam in se tam ni isti, kot da nastaje. Vse je fajn biti na radiju, vse je fajn biti na televiziji, samo enostavno se misli na, da ne vem, se ne šereš po socialnih omrežjih, enostavno se mi zdi, da stvar ni bil. Tako da brez video spota pa to je tako ni možno, ne. Zdaj, v kakršnikoli obliki, ne. Vsi so marsikateri projekti dokazali, da je telefonom posnameš material, ki je več kot odličen, če je ideja dobra, je v bistvu kvaliteta sekundarnega pomena. Tako da imamo en ful dober komad, ki smo jih hoteli že lani izdati, samo enostavno naslov je Right Time, ne. Tako da Right Time enostavno trenutno še ni, ne. Bomo videli, no.
je ful tak pozitiven, ful lep, tako da bi lepo sedel v poletje, ko se stvari malo izboljša do poletja, mislim, da bo zagledal luč, no. Da bo pravi čas za komad. Je No, super, pozitivni. Ne pa so tu do ostale, kakšne balače in take malo melanholične zadeve, tako da ni problem. Smo pa dodeli. Za pozitivni komad je vedno pravi čas. Ma v bistvu ja, tako, kot si prej rekel, glasba je nekako, človek jo rabi. Zdaj, tako ali drugače, do nje mora priti in, ne vem, dolgo časa tudi občine forsirajo neko zastonj koncerte, zastonj vse stvari, tako da mislim, da muzika je nažalost prišla do te mere, da mora biti zastonj, ne mora biti narodu dana in karkoli dobiš nazaj, je to, kar boš dobil, ne. Tako da je, jaz mislim, da imamo srečo, ker pač nam je to hobi in ne živimo od tega in v bistvu živimo za to, tako da nam je to v bistvu ful lažje delati. In ja, bomo delali, ne. Dokler bo bilo kjer pozitiven odziv, z veseljem je tak material pride ven, ne. Navdihuje. Da, v bistvu vibe. Vsaka glasba navdihuje, ne, samo pravo publiko mora najti in pa res sem vesela, no, da smo se tudi mi našli. Seveda podpiram vse nadaljnje videospote, zato da se lahko še kdaj vidimo takole v oddaji in pa poklepetamo. Pa tudi, če boste imeli kakšno svežo novičko za nas. Jaz bom bolj vesela, kakšne novičke v kakšnem koncertu, se pravi, ko bodo seveda razmere temu primerne. Tako da se že zelo, zelo veselim. In pa želim res ogromno enega ustvarjanja. Poleg glasbe, kaj pa Nenad počne poleg glasbe in pa produkcije? Pa ne, pač oče, družina, služba, delo, vsakdnevna migracija v tujino, v Italiji delam, v Trstu. Delamo v kar velikem podjetju, delamo ventilacijo naftno industrijo, tako da v bistvu je kar globalna zadeva. To mi v bistvu daje možnost, da lahko glasbo res jemljem z užitkom, da ko pridem domov, včasih tudi fizično čuden, da v bistvu se lahko res svojo glavo sprostim. Lepe stvari, no, enostavno. In pa vedno se vidi, če nekdo dela glasbo z užitkom. Ja, jaz upam, da ja, ne. In upam, da bo tudi ta situacija, ki jo imamo, to poudarila, ne. Ker dejansko bo ful tisti ljudi, ki so hoteli prej delati glasbo, da bi želeli, da bi svoj ego nahranili, ne, verjetno bo zdaj obupali, ne, ker tega ne more delati, ne. Je okej, saj ego boosting je tudi socialna mreža, ne, da ne, samo mislim, da bodo samo resno nadaljevali z nekim entuziazmom v glasbi, ker pač je vedno težje, ker nimaš tudi fizičnega feedbacka, je težje delati. Tako da ki je ful všeč, je sigurno, bo opazno, no. Po moje, pravi bodo stali. Pa tudi doma ste glasbena družina? A v bistvu mene je oče ful navdušil s tem, tako da tudi z bratom, v bistvu z bratom smo imela band, Milo sem si ga prej omenil, bobnarjem. Ja, v bistvu sem v glasbi že od, ne vem, osnovne šole, ful časa in ne vem, upam, da bom ostal čim več časa. Tako da si že nekako od malih nog v teh vodah. Ja, si ne predstavljam življenja brez glasbe, res, na kakršenkoli način. Prav, je del mene, enostavno, mi je pisalo na kožo in to nekako je to moj duševni poklic. Si pa omenil tudi otroke, ali tudi oni stopajo po tvojih stopinjah? To še ne. In tudi se trudim jih ne vpletati vse stvari, ker se mi zdi, da bolj pozno, kot se soočijo s temi stvarmi, da bolj resno lahko zagrabijo. Moje za rock and roll ne moreš imeti vse biti pravi BDS. Ker bi mi se recimo pri 13, pa bi mi pa vsi ostali staro, se zagrabiš pri 14 ali pa 16, je še vedno ok. Če je pa zagrabiš pri 16, verjetno do 10. leta verjetno zanime. Pač nimaš niti tiste, nimaš jeze, da bi to pravilno počel. Zdaj, ki je harmoniko, ja, harmoniko lahko čekaš, vse pri 6 in si ful vesel, ne. Tam biti rock and roll tudi pri 6 se ne da. Po moje, je še čas. Bom videl, no. Jaz se ne vidim v to. Se pa trudim, da jaz ostanem v tem, tako da imajo vsaj nek vzgled ta pravi. Prav je tako. Kaj si pa ti poslušal, ko si bil takšnih let? Se še kaj spomniš? Imam srečo, da stari res poslušajo različno glasbo. Od diskota do rock and rolla, do vse. In
sem imel zaradi njega tudi ful vpliva. Vidsko glasbe, ki sem imel ful dober projekt pred leti v tej domeni. In rock'n'roll normalno, ne, Led Zeppelin, Deep Purple in te stvari sem te stopne non-stop v bajki in tudi to je enostavno. Del meni. Rock'n'roll je temelj. Te je prevzelo, da si v bistvu imel to prelomno točko in si se odločil za glasbeno kariero? Kariero, ja, ja, temu reči, da je kariera. Delam na tem, da je del mene, da nekako imam vedno nekaj dodatno svet. Fajn mi je, da ima res dobro ekipo, zdaj se ful dobro javimo. In res Marko je ful velik potencial, je pa res, da noben potencial ne nastane brez samo sebe. Rabi nekoga, da ga podpre, nekoga, da mu da vedeti, da so te njegove ideje dobre, da so kvalitetne, da se stvari razvijajo, da se stvari lahko pravi, da nekako pravi luči zaželijo. Ja, in tako kot si rekel, ne, dobra ekipa, mislim, da je to neko pravilo za uspeh, kajti dosti je tudi bendov, ki so skupaj samo zaradi glasbe in potem se na dolgi rok se vidi, da ne morejo tega tako živeti in pa dati teh čustev ven, če pa jih povezuje samo en cilj, ne pa prijateljstvo. Tako tudi, če ti imaš non-stop koncerte, non-stop se odsoten od doma, non-stop odvisno od normalno od starosti, ne, tam je breme, no, kakorkoli, in finančno, in vse, enostavno je breme, biti non-stop okoli, ne. In če nisi toliko zagret za te stvari, se ekipa razpade. Zdaj, bend ko bend je ena majhna ločitev v družini, ne. Zdaj, lahko pride druga mama, drugi fotor, tam ni tisto, ne. Da tudi bend je v bistvu, je nekako neka vrsta družine, ne. Pravi, enkrat, ko ti projekt daš ven v neki obliki, je fajn, da v tej obliki tudi ostane, no. Če se v tej obliki nekaj dodaja in postane boljše, je cool. Enkrat, ko pa jedro razpade, pol ta stvar enostavno ni več to. Ampak mislim, glede na to, kako ste usklajeni in kako se to tudi čuti, da boste tako delovali naprej in to se vidi tudi v vaših otročičkih, kajti ti videospoti so res, predvsem pa glasba, no, ta vibe je neka, kako bi rekla, balzam za dušo, tako da jaz povabim naše gledalce, da si pogledamo tudi naslednji videospot. Predtem pa me zanima, Marko zdaj ima brado ali nima brade? Zdaj trenutno ne vem, ker ga nisem videl že dva videa zdaj ima. Ok, super. Potem pa si poglejmo videospot Teči. Nenad, kaj naj rečem? Hvala ti. Hvala, da smo tako super otvorila današnjo oddajo. Mislim, da so to pravi vibi za večerna druženja, ki pa upam, da se bodo kaj kmalu spet zgodila. Upam pa tudi, da bomo takrat mi pod odrom, vi pa gorih s kakim basom ali pa kitaro in pa bobni in bomo lahko malo naspete zasrbele in pa malo zaplešemo v teh ritmih. Ja, res, da se vedno uživo in tudi se kdaj v oddaji uživo, ne pa tako prek virtualnih pripomočkov. Ampak je vseeno, no, je beseda, komunikacija, to je prav. Isto kot glasba. Dobro, da se vse to skupaj dogaja v tem stoletju, tako da naslednjič, ko boste imeli pa videospot, tudi jaz držim pesti, da se vidimo v oddaji, tako da nas le pridno kontaktirate, seveda pa bomo spremljali vaš Instagram oziroma vaš Facebook profil, kamor tudi pozovem naše gledalce, da si ogledate in pa še tudi njihove prejšnje spote. Potem pa držimo pesti, da se vidimo naslednjič v živo, tako ali drugače. Lahko bi dodal še to, da res se trudimo ne biti non-stop forsirati neko promocijo in karkoli, tako da kdorkoli se naroči na kanale, ne bo posiljevan s nekimi novicami. Se naroči vsako toliko, ko pride nekaj novega, bo opazil in to je to. Tako da komod, greste na Facebook, greste na YouTube, komod, lajkate, subscribete in to je to. Ker res smo zelo tako subtilni. Ko bo pa nekaj novega, bomo pa tudi mi z veseljem pokazali, takrat upam, da s tabo in pa z vašo ekipo v našem studiu, tako da želim vam vse dobro, čim več dobrih novih projektov in pa seveda se vidimo, upam, da kmalu. Hvala lepa in lep večer. Lep večer tudi tebi, sedaj pa je čas, da si pogledamo videospot skupine Ič z naslovom Teči.